Nika, dobrodošla in hvala, da si danes vzela čas, da malo poklepetava. Jaz sem razmišljala, kako te naj predstavim, pa glede na to, da poznaš, mislim, da delaš na toliko področjih, pa toliko različnih stvari, mogoče bi dala kar tebi besedo, da nam poveš, s čim se vse ukvarjaš, kaj je tvoje poslanstvo, koga podpreš in tako naprej. Ja, meni se je tudi vedno bolj težko predstavljati, ker vem, da imamo malo časa, ne, pa tako, kako naj zdaj vse združim. Tako da sem se v bistvu naučila nekako predstavljati na način, da je moje vodilo je odpirati odporne prostore, a ne, v življenju, za življenje in v bistvu potem imam seveda različne metode, s katerimi pač te stvari živim in delam in pač potem od ljudi zavisi, a ne, iz katere smeri potem pridejo k meni. Tako da ja, pokrivam v bistvu srečanja, skupinska srečanja joge, potem imam kraniosakralno terapijo in protibolečinsko terapijo, tukaj pokrivamo v bistvu lastno korekcijo telesa. Potem imam tudi zelo mistične kroge, potovanja za ženske, kjer se vedrimo preko intuitivnega gibanja. Ja, tako v bistvu potem imam tudi več online programov. No, skratka, moje vodilo je nekako takšno, da res delujem nekako na ta način, da vse, kar gre od mene stran, ven, ne, da se nekako, da so to nekako podprti prostori, no, da lahko prideš sam, da je korak nazaj k tej prvinskosti bivanja, ne, k čutenju, k varnemu čutenju, k temu, da znamo v bistvu bolj čuječe razumeti in čutiti življenje, no, tako na ta način. Ne vem, če sem bila dovolj konkretna in direktna, da bi se kdo sploh šel gledati moj ta, kako bi rekla, poklic, ne? Ampak nekako si sledim, no, sproti, zelo sproti in ful različne stvari prihajajo in odhajajo. Ja, se mi zdi, da če bi rekla, da pač se ukvarjaš samo z poučevanjem joge, da to bi večina vedela, ampak mislim, da je pri tebi tudi joga, koliko sva se že medij pogovarjala, pa sodelovali veliko več kot samo neka telesna vadba. Ja, to pa res je, ja. Ja, predvsem poskušam slediti sami esenci, kaj joga je in to je to povezanost, ne. Zdaj pa, ali delamo to prek telesnih položajev, ali preko dihalnih vaj, ali preko mogoče tudi kakšnega uvodnega, a ne, nagovora, sploh ni tako važno. Važno je samo to, da smo ves čas v tem stiku, a ne, tako da se ta celovitost lahko integrira tako znotraj naših teles, znotraj naše psihe, tako da se vse sestavlja, a ne, pa, ja. Hvala, ker si to v bistvu povedala, ja, zato ker danes je tako joga zgubila, se mi zdi, da sploh, ja, beseda joga je postala tako ena taka, že meni tuja beseda, no, tako. Ja, se mi zdi, da se velikokrat uvršča med tisto fitness varianto, ne mislim, da tudi tem kaj narobe. Aktivacija telesa je, ne, v bistvu. Ja. Glajenje, piljenje in oblikovanje telesa, pa ne bom rekla, da povsod, sploh ne, ker pač imaš zelo, zelo dobre učitelje joge, tudi pri nas in tudi jaz sem pri marsikomu tudi se učila in delala, tako da ne bom vsega v isti koš metala, ampak ja, ta zahodni pristop joge vedno bolj postaja tak amerikaniziran, a ne, v tem smislu, da je tudi vedno več teh nekih popularnih dodatkov noter, a ne, pripomočkov in tako naprej. Jaz pa sem old school, no, pač bolj hočem biti. In sem imela, da ne boš mislila, ful časa s tem sem bila navzkrižju znotraj sebe, kar sem znotraj čutila, pa hotela predajati, pa to, kar je bilo v bistvu popularno in kar je bilo v bistvu v sodobnosti s tem, kar je joga pač predstavljala in sem kar nekaj časa rabila, da sem se v bistvu tukaj postavila. It's okay, lahko si tukaj in ker čutiš, da je tako je in pač iz tega mesta deluješ, a ne, tako na ta način. Tako da z vsemi stvarmi nekako imam ta pristop. Vse zato sem na začetku rekla, da ne moram niti highlightati ene stvari, ki jo počnem, ker itak je vse, pač ta pristop nazaj k sebi. Ja, kako pa se je začela tvoja pot? A si začela z jogo, raziskovanjem sebe? Kje se je, tako, če se spomniš nazaj, ko si začela? Kje se je začela? To misliš poslovna pot ali na splošno? Zato, ker
tudi to več ne morem razločevati. Jaz sem pri 16 letih recimo začela z jogo. Takrat je bila ena in edina joga v vsakdanjem življenju. Takrat sem začela in seveda v moji zelo dinamični naravi in zelo kaotični naravi je bila to super protiutež, da sem pač s tem začela. Bila sem tudi nekako rojena v družino, kjer je bila že moja mama malo odprta za te stvari, za duhovnost, za preporod, za raziskovanje teh bolj notranjih vsebin, ne samo pač to, kar je v matrici postavljeno. In tudi pač še nekaj posameznikov, v svojem zgodnji mladosti sem imela in sem še danes hvaležna za njih, da sem lahko v bistvu pač pol prišla enkrat do tega, da ne želim živeti na način, kot mogoče je v družbi čist sprejemljivo. In potem se je začelo tako, da sem v bistvu zanosila. In ko sem zanosila, je bilo pa to samo še tako, jaz res vem, da moram narediti iz tega življenja bolj, pomenljivo, pa se ne, da bi se kjerkoli postavljala više, sploh ne, ampak klic je bil, notranji klic je bil k temu, zaživi, pejt ven, nekaj moraš narediti. In prvo, kar me je poklicalo, je bilo, glede na to, da sem imela pač prej jogo in da sem na tudi tukaj duhovno najbolj doma, sem šla potem narediti prvi učiteljski tečaj, drugi učiteljski tečaj, mnogo enih delavnic in vse naprej. No, potem me je preko ene osebne zdravstvene težave, ker sem jo imela fizično, poklicala kraniosakralna terapija, tudi delala sem z eno čudovito in še danes se cenim čudovito dušo. In ko sem bila z njo, je bilo tako, jaz tudi to bi, to je to, jaz hočem začutiti, kaj je to telo, kaj je ta inteligenca telesa, to nismo samo lupina, ampak je še ful več. In pa sem šla še to narediti, to šolo, vmes sem itak se ves čas raziskovala, tudi kar se tiče osebne rasti in tako naprej, se dopolnjevala na različnih področjih, tudi psihoterapevtsko in tako naprej. In pa se stavlja to v en kombo in zdaj pač to tako je, kakor je. In se ful dopuščam odprtega prostora, da se ves čas pretaka, menjuje, kaj spušča, dodaja in tako naprej. In zdaj pač s temi online programi se mi zdi, da sem tudi na drugih ravnih podprta. A lahko mogoče čisto na kratko malo več poveš o tej terapiji, ker se jaz, ko sem pri tebi prvič slišala za njo, nisem vedela točno, za kaj gre. Mislim, sem prvič slišala pri tebi. Za kraniosakralno terapijo. Tako. Ja, to je ena taka zelo nežna oblika manualne terapije, v bistvu, ki spodbuja lastno korekcijo oziroma lastni proces zdravljenja. Zdaj pa odvisno, na kakšen način se jo lotevaš, ker imaš pač različna tkiva po telesu, mi bolj spremljamo fluide in odziv v bistvu telesa na dotik, ki ga pač v bistvu obravnavamo, in potem se na ta način telo odziva, tle tudi dobiš nekak feedback telesa, ki bi bilo fino vzpostaviti malo več prostora, malo več pretoka. In za vse sorte težav je v bistvu upoštevaš to inteligenco telesa, zares nič ne delaš tako kot v smislu outsource ali kakorkoli, pozoren si na to bioelektrično matrico, ki jo pač naše telo, ki je naše telo. In seveda potem nekako spustiš malo ego stran, zaradi tega, ker zaupanje v telo tistega, s katerim delaš, je največ, vsaj po mojih izkušnjah. Se mogoče, da bi kdo drug kaj drugače povedal, ampak jaz pravim čim bolj spustiti, se čim bolj oddaliti in samo ponuditi ta varen prostor, da se pač začne to uravnavati, uravnovešati. In zdaj za kakšne zelo specifične težave so lahko zelo hitri rezultati, za kakšne pa tudi ne. Ni čarobna palčka, seveda je podpora. Lahko daš kakšen primer mogoče? Ja, recimo en tak primer so glavoboli, ali pa recimo nespečnost, živčnost, taka splošna utesnjenost v telesu, potem za vse vrste težav, kakor so išjaci, take stvari, težave s kolki, sklepi. Pač vse te stvari lahko naslavljaš, torej bolj psihično v tem smislu, da se uravnoveša, ker je tako vse povezano, vse to mi razločujemo, psihične težave pa fizične težave, v bistvu je vse isto, ker v bistvu, če si
na eni strani neuravnovešen, se tudi na drugi, a ne, ampak ja, recimo, da se ena stvar bolj pinpointa, a ne, torej bolj izpostavi in potem v bistvu iz ene smeri moraš nekako priti, a ne, v ta balans. S tem, da jaz nikoli ničesar ne obljubljam in v bistvu tudi probam slediti, a ne, tudi po terapijah, kaj se s človekom dogaja in koliko so stvari uspešne, sem tudi pripravljena pač skenslati dejansko, če ni v moji moči, da vidim ali pa da vidim širšo sliko, a ne. Tako da v bistvu je to na ta način zelo podporna metoda za marsikaj, no, tako, ja. To sva se ravno, mislim, da včeraj, ali kdaj sva se pogovarjali ravno o tem, a ne, da so nekateri, ki bi mogoče naredili kar terapijo, da če pa živiš nekako svoje poslanstvo, pa želiš res dobro delati, pa lahko kdaj tudi rečeš ne, tudi če bi za tvoj biznis to bilo slabo, ali pa to, kar sva se pogovarjali, ne, ti bi lahko imela terapijo, da bi v bistvu jih potem kot iz biznis pogleda čim več prodala, pa na mase ljudi, a ne, ampak v bistvu ti nekako delaš na drugačen način, da jim res. Ja, samostojno ima ljudi spraviti, a ne, mislim, to je fora, saj ni fora v tem, da smo birgle, a ne. Pač, ja, v enem trenutku in tudi sama, jaz imam redno podporo in fizično in psihično, redno podporo, ničesar ne skrivam tukaj, v bistvu se ves čas nekako tudi jaz pustim voditi in resetirati iz strani drugih, ampak bistveno je, kako je vsak dan življenje, koliko si ti pripravljen v bistvu samostojno se predati ravnovesju oziroma se zavezati ravnovesju, ne. To pa zahteva veliko iskrenost, a ne, tudi do svojega življenja, do življenja, ki ga živimo, a je to življenje poravnano z nami samimi, a lahko, ko jaz rečem, da nimam časa, kaj to pomeni? Ne, nimam časa za, ne vem, dihalne vaje, nimam časa za meditacijo, kaj to pomeni? Nimam časa. Ja, to ni moja prioriteta, a ne. Ni v moji prioriteti, da bi si za to vzel čas. Meni je samo to je samo z drugimi besedami v bistvu isti pač, a ne. Tako da jaz res in čutim tudi ta klic, da v bistvu ljudi razširim tukaj malo v pogledu, v zavesti, a ne. Da v bistvu, ko pridejo v meni, ne ponavadi itak vse potem kombinirajo, tako zelo redko pride samo sem, a ne, vse pač ljudje začnejo potem odpirati in potem iz različnih koncev pač pol raziskujemo, a ne. Ampak ja, da jih v bistvu odpreš pa to, da življenje je minljivo in ni vse, kako živimo. Ni vse, da imaš ti, ne vem, cele dneve zategnjeno takole ramo gor. Zaradi tega, ker miško cel dan delaš, pa nič ni narobe s tem. Ampak a lahko vmes narediš pavzo? A lahko vmes narediš stresanje? A lahko vmes zadihaš? A greš lahko vmes na sprehod, če imaš recimo ful mentalno delo, a ne? To pa so stvari, ki jih pač posamezniki moramo znotraj sebe skultivirati. In nakazujejo tudi na to, koliko se imamo radi, koliko cenimo to življenje, koliko smo pripravljeni v bistvu vnašati spremembe zato, da se v bistvu dobro počutimo, ker če smo mi okej, so tudi drugi okrog nas okej. Veliko bolj, kot če mi smo okej, a ne. In ja, no se zdaj nočem iti zdaj še globi, ker vprašanje je bilo bolj preprosto, ampak ja, na ta način, a ne, da postanemo samostojni in ja, super je, da prideš na eno terapijo, tle si razširiš, lahko to zdržuješ, to enkrat na mesec, recimo kot jaz ali pa marsikdo, a ne. Ampak ni pa poanta tukaj, da ti hodiš zdaj pa res, razen če so specifične težave, potem pač naročiš večkrat, ampak ni poanta, da si ti odvisen od tega, no. Ja. In jaz predlagam v bistvu potek nadaljnje terapije, če sem vprašana. Ne rečem kar ja, pridite kar takrat pa takrat, a ne. Torej, če me človek vpraša, a je smiselno, pa povem, ni smiselno, ali pa ja, je smiselno, da se pač bo verjetno. To je verjetno od primera do primera potem. Absolutno, saj vse je od primera do primera, nič ne moreš zares v isti koš metati, ne. Veš, kaj me zanima, ko si se podala na podjetniško pot, a si takrat začela samo z jogo, ali kako so bili tiste začetki, pa se je potem dodajalo? Rano si mi odprla. Zakaj? Jaz sem sočasno v bistvu
se ful močno zdravila z občutkom manjvrednosti, sočasno pa sem postavljala ta posel, ne. In to se mi je tako iz leta v leto, sem se bolj gnetla in iz leta v leto sem delala premike in korake in vse, ker moramo se zavedati, da samostojno podjetništvo se sliši lahko super, ampak ima tudi ful enega res enega grizenja. In to grizenja, ki si mogoče nekdo, ki je zaposlen, sploh ne predstavlja, ne. Tako, recimo, če samo to pomislimo, da ni dopustov, da si moraš v bistvu to vse sam splanirati, zaslužiti za dopust, da ni, recimo, če zboliš, ni šans. Jaz če zbolim, jaz vam skoraj celo plačam mimo, ne. Recimo tako, to povprečno, recimo, ali pa kaj takega, ne. Potem recimo zraven pride poleg ECT-ja, ki ga plačuješ in davkov in vsega, pride tudi seveda ful enih stroškov, a ne. Mislim, sploh če hočeš online voditi, se veš, Maja, koliko je tega, ne, se nabere. Tako da v bistvu sem skozi nekje, tako sem bila utesnjena v tem, kaj hočem. Jaz hočem iti ven, jaz hočem v življenju, jaz hočem to predajati. Kako se pa me tukaj postavlja, da bom lahko to zaživela, ne, da bom lahko šla ven, končno, a ne. Tako da to se je iz leta v leto postavljalo in začela sem tako kot tvoje vprašanje je bilo, začela sem v bistvu z jogom in sem se za začetek, ker takrat še nisem imela niti se mi ni zdelo dovolj izkušenj, niti dovolj tako notranje postavljenosti, da bi nekaj svojega takoj zaštartala, sem bila priključena ful različnim joga studijom in sem res tudi po 13 vat sem bila na teden. Tako da je bilo tisto obdobje bilo res tako tako z večnim muskelfiberjem od telesa sem živela. Ja. To smešno, velikokrat rečejo, veš, da če greš na svoje, ne, da imaš potem ful prostega časa, ne, pa da imaš tako, ker v resnici je lahko res, oziroma si res odgovoren za svoj urnik, je pa ful nevarno, da si potem tako čisto napolniš urnik, ker Ja, tako sem jaz pretežno večino časa živela, plus tega, da moram omeniti, da imam družino in da sem bila takrat z 2 res majhnima otrokoma, a ne, in v bistvu zdaj sta že malo večje, pa je zdaj to vse tudi iz tega vidika mogoče malo lažje, ampak ja, veliko je bilo, no, s tem, da s partnerjem sva tudi v bistvu sva živela v najemniškem stanovanju. Nič nam ni bilo tako, da bi bilo tako na easy, a ne, da bi kar tle, pa skozi sva mogla grista, ne. Ampak to me nikoli ni odvrnilo od tega, da bom grizla. Nikoli. Pa bi lahko, kolikrat bi lahko že obupala, kolikrat bi šla lažje nazaj, kolikrat bi lahko res se razjokala, se tudi vse, no, ampak a ne, kolikrat bi lahko tako vrgla puško v koruzo, pa sem v bistvu vedno je bilo nekaj več. Ko znotraj mene je bilo vedno nekaj več. Znotraj mene je bilo, samo ene stvari se morajo postaviti in sfurala boš to. No, in se mi zdi, da se je sploh z lanskim letom januarja pri meni res tak velik premik zgodil. Tako, tudi v tem smislu lahko greš ven. Imaš ta prostor, hej, ne, in nastala je v bistvu ta prva serija pogovorov skozi zgodbo v srce, kjer sem res samimi krasnimi sogovornicami. Sem v bistvu sestavila en projekt, ki se je rodil skozi mene čez sanje. Res, jaz sem sanjala, kako bi z različnimi ljudmi v bistvu spregovorila točno o tem, s čimer sem se jaz v bistvu ves čas soočala, s tem občutkom manjvrednosti, a ne. Ker se mi je kazalo, zdaj smo omenjali posel, ampak kaj se je tudi v različnih drugih odnosih in situacijah, a ne. In takrat res, z lanskim letom se mi je res zdel tak res orenk preboj. Saj sem jih imela že prej nekaj, ampak lansko je bilo res tako bam, ne, in se je odprali in in je bilo res tako fino ustvarjati in potem sem pa še malo ti prišla v igro. Ker v bistvu, ko sem se tako, da se mi zdi, da postavila in razširila in tudi odločila, da ne bom, to se bo zdaj malo mogoče klišejsko slišalo, da si ne bom dopustila, ne, da me bo karkoli zlomilo, ker ni res, ker jaz zagovarjam ranljivost in jaz zagovarjam, da smo ljudje ranljivi in da se skozi ranljivost povezujemo. Jaz ne rabim nobenim skrivati, da sem bila močna, sem bila pa tudi ranljiva, tako krhka in lahko bi me pohodil človek z drobilkov ježek, ki ga najdemo na
A ne, tako da v bistvu ves čas med tem balansiraš, da tukaj prihaja ta moč, a ne, in vedno bolj, ko se postavljaš v to, vedno bolj, ko postaješ, v bistvu se mi zdi ranljiv, tudi se zunanja resničnost ti začne odpirati na drugačen način, a ne. In neverjetno je bilo potem, da si pač prišla v moje življenje tudi preko ene meni drage osebe, no, ki je zelo zaupam in sem ji v tistem obdobju ful sledila. Tako da me je potem ona napotila k tebi in evo, tule sem pa zdaj tako začela dihati, tako poslovno se mi zdi, no. Se mi zdi, da včasih, ko se nekaj tako res tisto odločimo notranje, a veš, da rečeš si, dosti je, zdaj pa tako bo, a ne, saj ti si rekla ranljivost. Ja, na eni strani je ranljivost, ampak na drugi strani pa še vedno ta pogum, pa da ne obupaš, a ne, in se mi zdi, da to gre zelo Moč, notranja moč. Ja. In ko se odločiš, se mi zdi, da se ti začnejo potem kar kazati različne poti, različne rešitve in pridejo na pot. Ja, jaz sem, ne vem zakaj, a si hotela še nekaj povedati? Ne, hotela sem tudi povedati ta princip delovanja moj, ki je bil, a ne, jaz sem zelo v ženskem principu, ful imam rada to ustvarjanje, spontanost, to, da se vse preliva, da je tok, a ne, ampak v temu svojem ustvarjanju nekako si nisem znala take strukture postaviti, da me ne bi omejila. Sem imela že strukture drugače, že prej in sem prepričana res, tudi že kakšnim drugim programom za coaching in tako, ne moram reči, da ene slabe besede o tisti strukturi. Res ne, ful fajne stvari. Ampak za mene je vsaj v tistem obdobju, mene je takole me stisniti. In mogoče bi tudi časovno se ni poklapala ali kakorkoli, ampak mene je tako stisnila, da jaz nisem več videla drugega kakor tega ogrodja. In me je zadošila, ne. Tako da sem prišla spet v svoj flow, ne. In dokler nisem prišla v eni točki spet do tega, pa se neka struktura pa mora biti, a ne. Pa ne samo struktura, tudi podpora, da boš ti lahko na enem mestu, ne na stotih, ko boš vlagala tam spletno stran, ker to so praktične stvari. Mi živimo v praktični, mislim, v telesih in v matrici, vseeno, ne. Ti se moraš zagotoviti v bistvu nekje, kje se ti bo energija vračala. In če ni, finance ti ne vrača. In če imaš na 100 koncih neke programe, se ti ne vrača, zato ker si razpršena, ne. Tako da v bistvu, ja, pol nekako je bilo tako, en kanal se je postavil in prišla ti in v bistvu se res zdaj tako počutim podprta na večjih področjih, no, tako, mislim, v smislu tega, da je nekdo skozi tukaj, ki me zna usmeriti točno v pravem trenutku, nad točno pravo stvarjo. In je tako, končen, končen, ne, ampak moram pa poudariti tudi, da verjetno moja zavest je zdaj druga, a ne, kakor je bila recimo, jaz se verjetno ne bi bila pripravljena niti vložiti toliko financ v to, takrat, ko sem imela zavest drugje. Tako da zdaj moja zavest se je nekje drugje postavila in je to tako bil, tu moram vložiti, v redu, dobro, bom našla načine, kako bom pač to vložila in voilà, a ne, in gremo dalje, a ne, in ustvarjamo in pičimo in imamo strukturo, ampak znotraj te strukture pa je magic, a ne, tako. To se zdaj počutim, no. Tako dobro. Ja, jaz sem tudi, mislim, kar nekaj časa, par let gremo po navdihu, ampak toliko sem si naredila pa strukturo in znotraj te strukture dovolila svobodo, pa je tako, kot je rekla, magic, ja. Ja, magic je. Pol pride res magic, zaradi tega, ker se stvari, mislim, vse je balans, a ne. Vse v življenju moraš v bistvu zaintegrirati, tako, in bolj imaš v ravnovesju stvari, bolj stvar drugo podpira. Struktura podpira v bistvu kreativnost in kreativnost podpira tudi strukturo. A ne, ker v bistvu, če ni enega ali pa drugega, a ne, ves čas se morata pogovarjati, a ne, med sabo. Tako, ker zadnjič sem bila na enem sprehodu, ker to moji sprehodi so pač tako numero uno na spisku, a ne, in sem srečala eno dušico, tam se je sprehajala s svojim psom in se prav spomnim, da so se ustavile in so se tako malo pogledale in je bilo malo drugače, tako povabili naj jo v pogovor, pa ne, koliko ljudi srečaš vsak dan, pa te ne. In naj je povabilo v pogovor in so se začela ravno o tem pogovarjati, ne, o tej strukturi, pa o tej
ustvarjalnosti, in je rekla, ja, saj veš, tudi pri nas v umetnosti, očitno je bila umetnica, nisem pač podrobno njena zgodba, ampak ja, saj veš, tudi v umetnosti moramo imeti ravno toliko strukture, da nam ne uniči tega duha, ki ustvarjamo, je rekla. In v tistem hipu pred mogoče enim dnevom sem ravno tako ful notranje to čutila pri sebi, a veš. In je prišla in je samo iz drugega življenjskega področja, s katerim dela, povedala isto, In verjamem, da umetnost sama je življenje samo, Torej, umetnost je res življenje samo in če lahko preslikaš to modrost v vsak vidik svojega življenja, je največ, kar lahko. Ja, prav res, to ne velja samo za biznis, tudi za Ne, valjda, da ne, ljudi, za vse velja, za svoje osebne načrte, za to, kam gre tvoja pot, za postavljaš energijo znotraj sebe, v skladu s tem, kar v bistvu čutiš, da te najbolj širi, da te najbolj podpira, da te najbolj širi in tako naprej. Da nisi samo vključen v to, ker tako se mi zdi, velikokrat pol, ti naši osebni ali pa poslovni cilji postanejo v bistvu ena taka, v bistvu zelo zabarikadirana, ozka pot, me, myself and I, Jaz pa res tako že nekaj časa ne čutim tega in sem velikokrat pripravljena tudi ogromen narediti, pa recimo mi bi nekdo, kar so bi ekonomist, bi mi rekel, pa kaj je s tabo, Ampak je tle neko poslanstvo zraven, ki je pač, ki veš tudi, da služiš, Seveda moraš služiti tudi sebi, ker če nimaš te podpore, ki se ti vrača, tudi ne moreš imeti energije, nimaš energije v bistvu, da bi lahko vse širil, in podpiral naprej. Tako da jaz vem, sem da velikokrat v tem, ful velikokrat, znotraj te svoje več kakor, bom rekla, 10-letne že poti, če sem po mojem, več kot 10-letne, 12 let recimo, In sem da tudi večkrat že na tem, da sem videla odtekanje mi je, ni dajala sem v bistvu, ampak prejemala pa nisem nazaj. In v bistvu najbolj, kar sem si zdaj v tem zadnji fazi želela je, da sem podprta v bistvu tudi finančno. Dajmo biti konkretni. Če nisi podprt finančno, ti vse ostale stvari v življenju zelo težko jih v bistvu uresničuješ. Tako da v bistvu marsikdo si lahko reče, koliko je pa ena terapija velik. Ja, je velik, mogoče je res velik iz tvojih oči, ampak jaz moram za to plačati prostor, moram za to plačati prispevke, moram za to imeti lastno energijo, za to, da pač nudim ta prostor. Tako, ni črno-belo, zares, Pa tudi, če potem bi še dodali vso tvoje znanje, vso tvoje, koliko si izobraževanja, koliko so bila, koliko šol je tukaj za tabo in vse. Ja, saj meni je tudi na nek način žal, da je sistem tako narejen, ampak ta trenutek tako je, Zdaj, kaj boš izbiral, ali se boš pač ves čas... Jaz bi tudi, recimo, veliko rajši bila koncesionarka, oziroma da bi imela koncesijo, tako kot imajo kakšne države, ki te pošljajo potem naprej, ali pa recimo, ne vem, da bi država videla, ali pa ta, bom rekla, politični svet, to dobrobit, tega, da se ustavimo, da se predihamo, za zdravje in tako naprej. Ampak zdaj ta trenutek to ni in zdaj jaz lahko žalujem za tem in super je, da kdaj žalujemo za takimi stvarmi, ko bi si jih želeli, pa jih ni, Ampak v bistvu je vedno to, da se moraš pač vstaviti potem nazaj v to, kjer si, in v okviru svojih najboljših zmožnosti iskati načine za to, da se v bistvu lahko tvoje življenje bolj postavi, Ker jaz globoko ali pa vsaj taki ljudje hodijo v meni, globoko res vidim in čutim pri ljudeh, kako hrepenijo. Ravno po tem, po ravnovesju, po podprtosti, po stiku s sabo, po stiku z čutenjem, po tej potrebi biti povezan, ne odrezan, ker me je toliko strah, ker to boli, ampak povezan. Kako hrepenimo vsi, saj tudi jaz, nisem čisto nobena izjema tukaj, kako vsi hrepenimo po tem, da smo ljubljeni, sprejeti, podprti, v obilju, v ljubezni. To v bistvu vsak pri sebi
ko če se v najglobje dele svoje psihe ozre, to čuti. Tudi tisti, ki mislijo, da tega ne rabijo. A ne? In jaz želim to živeti vsak dan. In jaz ne vem, če bom doživela take spremembe, kot rekel, v bistvu znotraj sebe snujem za ta svet, ampak mi je to vseeno, zato ker v okviru teh danih zmožnosti, kakršen svet danes je in kakršno je moje življenje in moja kapaciteta vsega, kar lahko, bom vedno izbrala največ, kar lahko. Zase in za druge. Je pa to nujno, ker če samo za druge zgubljaš energijo, če samo zase spet zgubljaš energijo, zato ker se odrežeš, ker se v enem trenutku v življenju se stvari začnejo, mislim, drugače začnejo potovati, ker nisi v sozvočju s tem, kar je mogoče znotraj tvojega srca bolj. Zdaj mi je prav prišlo na misel tisti, ki si mi zadnjič razlagala, ne, da si imela ena predavanje oziroma da ste delali ene vaje enega programa in da si pa mislila, da bo tisto krajše, potem pa si ti je kar pa ste šle globoko, pa si še več dala, kot si mislila, ne. Kar jaz definitivno sem 100% prepričana, pa tudi koliko si rekla, da tudi stranke, ki so bile v tem programu, so bile verjetno ful navdušene, verjetno te ful hvaležne in se grem staviti, da verjetno bi ti rekle, Nike, mogla bi še več zaračunati, ne, jaz sem ti pripravljena za to še več plačati, ne. In to, ker veš, ne, ker na začetku je ta odpor, ne, tudi jaz sem taka, ne, na začetku, sem pripravljena to plačati, pa še vedno se je to izkazalo, da ko me je nekaj poklicalo, ne glede na to, koliko sem vložila, na koncu tako nisem vedela, koliko sem vložila, ampak dal mi je pa tako krila, ne. Dobro, no, ne z vsemi stvarmi, ker pač ljudi, tudi odvisno je, na kateri stopnji zavesti smo in pol privabljamo pač tudi različne stvari, in včasih moramo tudi čez kakšne stvari potovati, ki niso glih usklajeni z nami, ampak tudi to je učenje, super, meni je to tako še največji klub, da so mi bile takrat v življenju, ne. Ampak ja, recimo, ko si rekla to ceno, jaz verjamem, da bi marsikšna od njih rekla, jaz ti dam double ali pa triple, zato kar sem dobila, ampak seveda, ker ne veš prej, ker ne veš, kaj te čaka, pač tam imaš nekoga, okvirno ga poznaš ali pa ga sploh ne poznaš, neki te privablja, neki te ne. Ne veš, če točno, ali si to pripravljeno vložiti nekaj časa, pa da ne bo zdaj to spet nekaj bedenga, Tako da ja, ta online program, ki sem ga imela čez zimo, oziroma čez ta prehod, in se še vedno zima, ampak se mi zdi, da tako po zimi res fino postaviti ene stvari znotraj sebe, ker se potem tako celo leto nekako odvija pol po tej postavitvi. In ravno o tem sem govorila, jaz sem mislila, to bom jaz 1 urico na dan, glih tako, da vse to pripravim, zmontiram, vsebinsko, rabila sem včasih 3 do 4 ure. Zakaj? Ker se znotraj mene proces ni zaključil. In vse, kar bi dala manj od tega, pa ni šlo iz občutka manjvrednosti, sploh ne, ker sem tudi to opazovala, vse, kar bi dala manj od tega, ne bi mogla dati. In to se je čutilo, in tudi zdaj sem dobila ene par pisem potem tudi v tem smislu, da se je res čutilo, koliko je bilo globoko. Zato, ker če se zame proces ne zaključi, potem ni konc. Moramo iti naprej. Tako, mislim, zaključiti v tem smislu, da sem da s to, kar želim predati in s tem, kar pač v bistvu pol ustvarjam, da je zaključeno za mene. Tako, to se mogoče se vse narobe izrača. Ker procese imam jaz itak skozi, vsakodnevno, tako da tega ni konca. In tudi to nobeno razsvetljeno različico se nočem postavljati, zato ker smo vsi sami ljudje in imamo veliko vsega vedno zagledati, znotraj sebe. Oziroma teh sprožilcev, ki jih imamo. Tako da, evo, in so bile ful navdušene, Tako da, to je zelo super dopolniti s tem, kar sem prej govorila, da v bistvu včasih tudi daš, ne zato, ker si za to plačan, ker dobiš nekaj od tega, ker je odslej ozadje preračunljivost, ampak daš, ker veš, da moraš. Ja. Ampak
Fajn je, Ja. prosti, da te prekinjam, ampak fajn se je tudi opozoriti na to, da če ti tukaj ne bi računala, da bi bilo poskrbljeno zate in bi se nenehno izrabljala, če rečem tako, a ne, bi tudi ti bila takrat brez energije, kar pomeni, da jim fizično, psihično, energetsko ne bi mogla dati tega, ne. Tako da tukaj se tako lepo zaključi, se mi zdi, da krog in če poskrbiš zase, lahko poskrbiš tudi za vse ostalo, no. Tako je. Saj to je prvi odnos, je odnos s sabo. Prvi odnos, to je prvi najbolj sveti odnos, ki ga imaš sam s sabo. Koliko si jaz zmorem dati varnega čutenja, koliko se jaz zmorem začutiti v vsakdanjih situacijah. A ne, ker življenje se vsi nekako predstavljamo tako kot nek načrt, ki ga ne vem kje. Ne, življenje je skozi tule pred nosom. V vsaki situaciji, v vsakem odnosu, vse, kar ti prestreže pot in vsak trigger in vsak nemir, ki se znotraj tebe sprosti, ni zunaj tebe, v tebi je. In skozi imamo informacije, da rastemo, da premočamo, da presegamo te stare verzije sebe, a ne? Če seveda želimo, če imamo ta, bomo rekli, tudi to željo, a ne? Saj velikokrat tudi te želje ni. Pa tudi to je okej, a ne? Ampak ja, to, kar si rekla, če nisi podprt, to vse zajema, torej odnos s sabo zajema tudi to plat, a ne, tudi tvoj zaslužek, tudi tvoj posel, tudi tvoja postavitev meja, to vse je odnos do sebe, a ne. In ker to za velikokrat tako v družbi naši sliši, to je pa tako egoistično, ne, tisti, ki so dobri, so tisti, ki so empatični pa razdajajoči se, a ne, razdajajo se, a ne. Ni to res, ne, v bistvu, če se razdajaš, se verjetno sebe manj čutiš druge, ne poskrbiš pa zase, a ne, torej poskrbiš za druge in to je tvoja kamuflaža in tvoja krinka, zares. In vsi se nekaj prepoznamo lahko v določenih področjih življenja, da tako delujemo, a ne, torej za druge se ukvarjamo z zgodbami drugih, prej kot svoja lastna, ker je to lažje, hkrati pa potem nismo napolnjeni in zahtevamo od drugih nazaj, to s takimi manipulativnimi, tudi nezavednimi, a ne, odzivi. A ne, torej, ti si odgovoren za to, kako se jaz počutim, ti moraš mene osrečati, ti moraš mene podpreti in tako naprej, ker če me ne boš, potem je to, a ne, in tako naprej, a ne, pač. Zdaj vsi vemo za te notranje mehanizme, a ne. Tako da, ja, ta empatičnost, a ne, je dvorezni meč, lahko je zelo patološka, a ne, lahko je zelo v tem smislu, da čutim vse druge, zato ker mi je tako težko čutiti sebe. Ali pa ker v bistvu, ker preko drugih ne zmorem v bistvu najti notranjih odgovorov, a ne, ker jaz zelo verjamem in tudi delujem na ta način, vse je od znotraj navzven, a ne. Torej, kar se ti zunaj dejansko pokaže, reflektira kot notranji občutek, a ne, saj vedno imaš potem notranji občutek, ker če niste mina, te niti ne trigne, a ne, ampak ta notranji občutek je vodilo, informacija za to, da se v enih vidikih bolj spoznaš, a ne. Predvsem v neudobju, kar je najtežje, a ne, ko bi vsi malo pometali, pa rešili, pa takoj, ne? Ja. Ja, tako da v bistvu jaz to živim vsakodnevno, ne glede na to, ali se skregam s partnerjem ali ne, jaz to živim in tudi če pride do konflikta, tudi če pride do tega, ne, ker to so vedno najbolj te, a ne, kako pa ti ljudje živijo, ne, ker tako živijo, ja, normalno, pač tudi mi se skregamo, ne, tudi mi moramo postaviti meje, tudi nam je neudobno, tudi mi razjokamo solze tega sveta, tudi mi hrepenimo po boljšem svetu, vse, a ne, itak. Ampak gre samo za to, kaj s tem narediš. Ne? Ko se neka stvar zunaj pojavi, kaj s tem narediš, a ne, s to informacijo, ko pride noter. In če se zdaj navezujem nazaj na odnos do sebe, torej odnos do sebe je ravno to, da se ti pustiš prostor, toliko varen, toliko odprt, da lahko čutiš vse. In vedno več, a ne. Da lahko vedno več nasprotujočih občutkov v tebi biva, da lahko vedno več paradoksov v tebi biva, da lahko vedno več, ne, da se širiš navznoter, a ne. In ja, to je pač, to je temelj. Odnos s seboj je temelj in bolj se imaš rad in bolj si postavljen, nekako se tudi zunanja resničnost vedno bolj na to odziva.
in pridejo ljudje, ki so ti pripravljeni dati denar in cenijo v bistvu tvoje delo. A ne? In če pridejo slučajno taki, ki ne, je to spet informacija, ker če te karkoli znotraj tebe vznemiri, moraš postaviti mejo, oziroma se nekako drugače prilagoditi, oziroma pogledati noter, kje pa je zdaj ta catch, kje sem jaz zdaj tukaj v nasprotju s seboj, oziroma kaj, česa ne vidim, a ne, pri sebi. Saj lahko je tudi kakšna senca, ki jo imamo mi sami, a ne. Bih včeraj sem se z eno ful lušno žensko pogovarjala, ki je prišla na terapijo in potem so imele na začetku ful en dolg pogovor in je rekla, da je imela pač ene stvari je pač mogla v raziskovalne namene šlo nekaj in pač je sodelovala z ljudmi in je rekla, jaz ful težko sem vodja, bila je vodja projekta, jaz sem ful težko vodja, kako se mi je pa to vrnilo, da sem to sploh zapazila, ker mogoče pred 10 leti ne bi, a ne, je bilo v tem, da se mi je na mail nekdo pač ful grobo odzval, ne, in kaj bi jaz prej naredila, ne, jaz bi prej, kako ta je itak tako čudna, ne, to ni moje, a ne, a res ni moje. In je potem šla pogledat in je rekla, katera beseda, ker je pač bila tokrat pri meni in delava te vajce, a ne, katera beseda v tem mailu, energija besede, govorim, a ne, ker besede so itak lahko pač vse drugo kot občutki, a ne. Ja, to. Ja, vse drugo, a ne, ko se pogovarjamo, ko či samo v formalnostih, a ne, v bistvu noter nam pa brbota ali pa, ne vem, ne, in to je iz pozitivnega in iz negativnega vidika, ne, v tem smislu, da težko daš pohvalo, težko daš ven sebe nekaj, ne, ali pa v bistvu, da zadržuješ, ne, jeza, ne gre ven v bistvu to negativno. Ampak da se navežem nazaj, je rekla, iskala sem besedo, energijo besede, ki bi mi prebudila ta občutek. In je našla besedo v tak mail, tak mail je bil. Rekla, eno besedo sem našla, da sem pokroviteljska. Je rekla, in veš, pred 5 leti bi zamerila, 10, ne vem, kako mi je rekla, bi zamerila, pa bi odgovornost na drugo, ampak tle sem pa hotela pogledati, ja, pa saj sem res. Zakaj pa sem? Je zato, ker ne znam biti vodja. Ker ne znam v bistvu zares reči, ti moraš to narediti, ti moraš to narediti, ti moraš to narediti, sprejeti odgovornost svoje vloge. In hočem biti skozi prijazna in strešljiva in vsem vse ustreči, vsem vse prenesti na plano, hkrati ne postaviti meje, da se jaz ne bom s kom zapletla, da bom v očeh vseh najboljša. Kaj je spet to? Čutek manj vrednosti, a ne? In spet smo pa odnose s tabo. Tako da zdaj je to en primer, a ne? In teh primerov je hitok življenje skozi na različnih področjih, ki jih kaže, ne? Ampak gre ponavadi za esence enih stvari, ki so znotraj sebe. In pa je to, kar si pač ti pripravljen pogledati v to. Sej enkrat si naravni zavesti, kar nisi pripravljen. Pa počakaj nekaj let, da pa lahko to sprejmeš, ja, sem ok, pa res, ok, to je it's mine, ne, tako na enih ravnih in vse je nekako, vse te stvari zunaj tako nekako sveto, ja, sveto je to, no, pač to življenje in z vsemi temi izzivi in neudobjem je v bistvu sveto in najbolj so svete te stvari, kot neudobne, ker te najbolj premakne. Ampak, kot si rekla, ne, lahko jih pogledamo, pa gremo raziskovati. Druga varianta pa je, da si tudi poiščemo kako podporo, kako pomoč, tako kot si je ta, ki si povedala primer, poiskala tebe, poiskala tvojo pomoč, tvojo podporo, zato da je potem lažje šla čez te procese, pa verjetno tudi svetlobno. Eno je zavezanost k samostojnosti, ampak to ne izničuje tega, da si pač ti poiščeš v eni fazi mentorje, učitelje, coache, a ne, to je čisto drugo, kot to, da se ti naslone na nekoga, pa v bistvu ti pričakuješ, da ti bo nekdo drug rešil življenje, a ne. Tle je velika razlika, mogoče se zdi isto, če se ti v enem fazi, zdi isto, v tem smislu naven, a ne, navidezno, če si zdaj ti poiščeš neko psihoterapijo ali kakorkoli, ne, za eno krajše obdobje, ampak ne, jaz to zelo sočasno jemljem. Jaz, če bom šla na psihoterapijo,
sem šla zato, da bom ene stvari znotraj sebe postavila razumsko mogoče, da bom lažje integrirala, pol, ko bom šel v življenje. A ne? Ko bom res, ko bo življenje tukaj, a ne zato, da bom jaz pač imela kljukico, jaz pa imam 10 let terapije. Ne, ali pa, ne vem, 10 let že prakticiram jogo, ampak ene stvari ne morem v bistvu premostiti v življenje. Ne, to niso integrirane stvari pola, ne. In v bistvu karkoli počnemo izven tega, da prepeljemo v praktično, zame ni ne duhovnost, ne pač in nočem zdaj tako grdo izpasti, tudi vse te faze razumem in tudi jaz sem šla čez vse te faze in tudi vse te faze morajo biti absolutno, ne, ampak zdaj, če že je kaj cilj znotraj mene, je to, da sem z življenjem, čim bolj, ne, in da sem tudi s tem, ko se upiram v življenju, da sem tudi takrat s sabo, v redu je, tudi takrat ne zmoreš iti v tok, v redu, odpor, imaš totalen odpor, ampak sem lahko tudi takrat s sabo, ko imam odpor, a ne? A sem lahko tudi takrat s sabo, ker se nočem videti, kakršna sem, ker se vse te sence pojavljajo, ko so mi grozne, a sem lahko takrat s sabo, a se imam lahko tudi tako rada, ne? Na ta način. Ja, zdaj ta moj ženski princip ne moreš kar ustaviti, veš, kakor bruka. Fajn. Mislim, da je potrebno. Mislim, da je potrebno, ampak veš, kaj pa sem še bi te želela vprašati, preden si se odločila, da bi midve sodelovali, a ne, preden sva začela sodelovati, a si iskala nekoga, ki bi ti podprl, ali kakšna bi bila alternativa, bi še naprej iskala pot sama? Veš, kako je bilo? Jaz sem zelo dolgo časa iskala v bistvu to, kar sem pri tebi dobila vse v enem. Pa sem bila priključena, ali sem imela samo nekoga, ki mi je spletno stran urejal, ali sem imela samo nekoga, ki mi je pomagal pri brainstormanju, kako se posel sploh v bistvu spravi v praktičnost, ker to, kar je, a ne, znotraj mene, je to počevala, ne, ja, ampak kako praktično to izvesti, a ne, te praktične korake. In sem imela spet super eno coachinjo, res, ne moram reči ene slave besede. Potem pol je prišel spet novo področje, kako naj pa jaz zdaj to oglašujem. Pa je bila spet nekdo drug, spet nekdo tretji tukaj, ki mi je pomagal. Potem je bilo stroškov itak toliko, da nisem nobenega projekta sploh upala speljati, ker sem videla, kaj bo to za moj budžet, a ne, in za zaslužek in da sploh ne bo uravnovešeno. Tako da, ja, imela sem ful alternativ, tudi v bistvu, ko sem se pri tebi odločila, sem se najprej hotela v bistvu priključiti, kaj je že ona, Jovanovska? Ja, njej sem se v bistvu hotela na nek način priključiti, ker pred tabo sem jo srečala in v bistvu mi je tako nekako ta finančna svoboda, jaz se to, kaj jaz zdaj najbolj rabim, zato da bom lahko ustvarila in delala to, kar želim, a ne, da bom lahko predala, da bom lahko ful ustvarjala, še več, a ne, da bom podprta tukaj in tako, ful sem si to želela. In ona mi je zelo zavibrirala, mi pa spet ni pokrila, ne, spet, kaj, in sem spet, njo bom financirala, nekaj se bom tam učila, pa spet spletna stran, Tako da je bil moj prvi korak, pol v bistvu, se si pa zelo hitro ti na pot prišla, nekako, a ne, tako po priporočilu. In delo s tabo pa cenim iz večjih vidikov, zaradi tega, ker imaš res pokrito vse. In jaz sem to rabila. Jaz sem rabila, da mi lahko v teh 2 urah urediva mojo spletno stran, da lahko v bistvu hkrati v glas tam narediva skupaj, a ne, da mi lahko besedila preveriš, da je in v bistvu, da lahko grem naprej v bistvu s tem, a ne, s tem znanjem, nekako samostojno naprej, a ne, se ti tudi imam občutek, da nimaš tega attituda, da bi, a ne, da tudi rečeš, evo, zdaj sem te naučila, zdaj pa pejte, ne, svojo pot, pa čuš kaj rabo, boš kaj poklical, ampak drugače pa ne rabim te zdaj vezati, a ne. Tako da v bistvu, to mi je bilo, to mi je največ odtehtalo in tudi zdajle se je to izkazalo, vsakega sem hvaležna za to in tako velikokrat rečem partnerju. Rečem, kje je bilo to, a ne, ampak kot smo prej govorili, raven zavesti je bila verjetno tudi drugje in a ne, kje se je zdaj vse tako lepo poklopilo. In ja, hvala ti, Maja, res.
Ja, z veseljem. Pa pač Zato, veš kaj, imaš čut za nas, mi smo mali, jaz temu rečem, mali podjetniki tako v formalnem smislu, drugače veliki podjetniki po srcu, a ne. Ampak ja, čut imaš za male podjetnike, ker sploh si ne more nekdo predstavljati, koliko stroškov lahko nastane, samo zato, da ti en projekt spraviš v svet. A ne? In tle ni računice včasih in velikokrat tudi ne naredimo stvari, ravno iz tega vidika, ker je tak zalogaj za enega človeka, ki plačuje prispevke, ki plačuje, mi doma še najemnino in tako, ne bom šla zdaj osebno zgodbo, ampak mene to res bilo veliko. Ne zato, ker ne bi hotela dati, ampak ker nisem imela iz kje dati. Spletna stran tam Jurija. Kje, ne? In tle se je pa v bistvu tako, ja, res sem pač vložila, ampak vem tudi, da zdaj celo leto ali kakorkoli, ne, pač pečejo stvari, ne? In vem, da bom vsakič lahko se naslonila in da bom vsakič podprta iz vseh teh stvari, ki sem jih prej področji, a ne, ki sem jih prej pač potrebovala zase. V poslu, v tej v bistvu organizaciji posla, v temu, da si lahko naučim neke strukture, ne, kjer pa itak ustvarjaš po svoje, ampak pa tudi ne nalepaš se na to strukturo, ampak pač jo po svoje oblikuješ, a ne po svojih merilih, ampak ves čas lahko dihaš zdravo, ne. Ok, sej, ki bo pa šlo, tako bo šlo fajn. Da me še ena stvar, kjer sem podprta, kako ima življenje rado, oziroma imam jaz rada življenje. Ja, ampak jaz sem isto, ker jaz imam tudi kakšen mentor, mislim, itak imam zmeraj, jih ponavadi več, je res tisti občutek, da si podprt, oziroma da imaš nekoga, ki se resnično lahko obrneš na njega, se mi zdi, da sploh v poslu, pa sploh če tako delaš bolj, nisi ravno zdaj ful v družbi, pa drugih podjetnikov, je zlata vredno. Ja. Definitivno. Ja, je. Res se strinjam. Tako, tudi lepo je čutiti, da nekoga lahko podpreš. In lepo je čutiti tudi, ko si dovoliš biti podprt. Ja. Moram priznati, da zmeraj potem, veš, ko narediva neko strategijo za nek projekt, ne, in pol prav uživam, ker vidim, kako se ti zažariš in greš v akcijo, in pol, ko mi pošlješ sporočila, ne, da si že dosegla ta cilj, pa ta cilj. Ja. Prav tisto, ne vem, če si tista objava, veš, da podjetniki zaplešemo zadaj za kampus. Ja, itak, jaz itak plešem. Točno to, ja. Točno to, prav tisto, ko si tisto iskreno vesel za nekoga drugega. Ja, kakšen tak gif, a ne? Manjka še zraven. Veš, kaj sem še te samo za čisto za konec, ker vidim, da sem ti že vzela kar nekaj časa, hotela vprašati, ti si glede na to, da imaš pač že družino, pa 2 punčki, a ne, pa zraven posel, pa vse to, kako ti uspe najti to ravnotežje v poslu pa zasebnem življenju, če imaš mogoče kaki trik za vse, ali pa nasvet, pa samo svojo izkušnjo. Ja, se vse tako prepleta in vedno bolj se, ne. Ja, seveda pač, ko je posel, ko je družina, ampak vsebina mojega posla je velikokrat povezana seveda z življenjem samim in je potem velikokrat tudi dejansko v času, ko ga preživljam z družino, tega veliko, a ne, in veliko takih pogovorov in veliko takih. Ampak, da ti bom pa odgovorila čisto iskreno vprašanje, takrat, ko sem začela živeti bolj preprosto, bolj nazaj k preprostosti sem se vrnila. Več stresa sem se začela dajati za čutenje, manj sem imela te potrebe, da moram ves čas imeti nekaj zafidano. In ta prostornost, ta tišina, ki sem si jo v bistvu sploh zadnja leta res na nek način sem jo res ugradila v vsakdanjik. Ta tišina je naredila največjo spremembo, no. Zato, ker v bistvu znotraj te tišine postaviš, tudi vidiš, čutiš se globlje, postavljaš ene svoje stvari, res tako jasno postane zrno odpliva,
kaj jaz sem, kaj jaz nisem, kje nisem v avtentičnosti, kje sem v avtentičnosti, kje vloge igram, pa mi jih ni treba več igrati, da nisem ideja vse, da nisem ideja, kaj imajo drugi v meni. Tako, to je znotraj te tišine. In pa se tako srečaš z enim svojim bistvom, bolj. In pa ne glede na to, kje si postavljen, ga pač na nek način začneš živeti. Tako da, če si me vprašala za tehniko, ki jih je itak milijon in super, da jih je milijon, največja tehnika k temu, da se v bistvu zbalansira to poslovno in družinsko življenje, je zame vzpostavljanje, vsakodnevno vzpostavljanje tišine, vsakodnevna praksa, bom rekla, ki je lahko zelo drugačna od dneva do dneva, vsaj pri meni je tako, ker eni imajo tako pa eni imajo santo meditacijo, jaz tega nimam, jaz sem zelo po navdihu in vem samo, da vsak dan poskrbim za to, da je moje telo čim bolj pretočno in vitalno in včasih bom šla ful čez ženski princip, zato da bom si dala to nežnost in mehkobo, včasih bom moški princip, ful dihalnih vaj, tako ful eno tako moč znotraj sebe. Včasih bo daljši sprehod, čisto dovolj, zato da se spet uravnovesam in tako naprej. Ne bom pa ti povedala, da je moje življenje idealno, ker je ta balans med poslom, sploh poslom, ki ga jaz upravljam, in družino v bistvu vedno izziv, vedno. In vedno bo, in tak tudi je, in tako sprejemam in verjamem, da se odpira možnosti, da se tudi te stvari spremenijo, ampak življenje z otroki je ful drugačno kot življenje brez otrok, pa tle nočem iti v nobeno vlogo žrtve, zato ker zelo hitro lahko potem primerjamo, naša zgodba pa ni ta, če bi pa jaz imel te pogovore, bi pa jaz lahko to ful več, to pri meni ni. Tako da probam, če že gledam zgodbe drugih, bolj preko navdiha, ki ga v bistvu pa moje telo posrka in potem na nek način se probam tukaj postaviti, če mi to zavibrira, ni pa v tem smislu, da bi pač rabila 1000 in en pogoj za to, da bi nekaj naredila. Tako da, jaz kaj naj ti rečem, Maja, grizem. Čas grizem, samo da danes grizem malo bolj lahkotno. V tem smislu, da se ne sekiram toliko zaradi tega grizanja, veš. Ker to grizenje te lahko sliši, joj, boriti se moram, taka borba je, nekaj, kar je nad tabo in te dol tlača, no, tega ne čutim več na tak način. Čutim v bistvu bolj kot, okej, pač moramo, skozi moramo v bistvu biti čuječi do tega, kar se dogaja znotraj, zunaj, in se v to postavljati, uravnovešati in seveda ostajati v svoji frekvenciji, ne glede na to, kaj se dogaja. Zdaj, ki bi radi stopili s tabo v stik, se povezali s tabo, kje bi predlagala, da te najhitreje najdejo, povežejo se s tabo? Maja, kje bi ti predlagala? Mogoče pri kakšnem darilcu celo? Ja, zdaj trenutno, če se recimo naročijo na mojo mailing listo, če malo pogledati po spletni strani, približno enkrat na mesec imam brezplačne delavnice, tam se lahko bolj nekako dobi občutek, kaj jaz sploh predajam, počnem, učim, če lahko temu sploh tako rečemo, predajam bolj, iz izkušenj. Tako da, tle potem pa v bistvu odvisno, če rabiš ta trenutek okrepiti, pa spraviti telo v vitalnost, kakšne energijske vaje in tako se lahko pridružiš na kakšni izmed mojih skupinskih srečanj, jog, tako malo pet pogledati spletno stran. Drugače pa, če se pa na mailing listo naročiš, pa je v bistvu, boš pa itak v vsem obveščen, tako da. Bom linke tudi spodaj pod videom pustila, tako bo velikrat. Hvala, dober. Najlepše ti hvala za tvoj čas in pa uspešno še naprej. Tudi tebi, Maja, in hvala za vse, za vso podporo in tudi za ta pogovor, ki mi je bil na začetku odpora, ampak sem ful vesela, da sva ga dala skozi in da sva se pogovarjali. In ne gre vse v prave roke. Hvala ti. Čau. Čau.